Ojla, kako ste? Upam, da ste dobro. Danes sem se odločila snemati ta video, zato ker sem malo razmišljala o zvezah in sem spet prišla do točke, kjer vidim, kako pomembna so ta naša prepričanja in se spet želim dotakniti teh prepričanj. Mislim, da jih bom do konca življenja ta prepričanja omenjala, ker so res... Od tega je vse odvisno. Od tega je odvisen naš pogled na svet, naš pogled na partnerja, na otroke, na vse ostale ljudi. Ne vem, razmišljala sem o tem, zakaj nekdo vztraja v neki nezdravi zvezi. Da se razumemo, valjda, treba v zvezi vztrajati, vse posod so spolni empati, treba se s partnerjem pogovarjati, ampak vse to v mejah normale, dokler je pogovor, ne vem, kjer je izraženo spoštovanje, razumevanje in vse to je to ok. Kjer tega ni, pa to ni več ok. In neko tako prepričanje, ki je nekako najbolj pogosto, je pač, da je treba je potrpeti. Treba je potrpeti. Ja, neke določene stvari, ampak vse posod je nekje neka meja in ne dovolimo si, da bo nekdo to mejo lepo zbrisal in šel preko nje. Ta naša prepričanja, negativna, pa da se moramo zadovoljiti z manj, kot si želimo, nam že dejansko vključujejo v naš že v osnovnih šolah. In zato so ful dobri primer, kako se že reče, pregovori. Pregovori, in jaz sem si jih prav zapisala, da ne pozabim, pa vam bom zdaj povedala 3 take močne pregovore. Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Tudi je svetovn. Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni. In pa kdor visoko leta, nizko pade. Ti 3 pregovori so mi... Ja, tudi jaz sem jih včasih ful upoštevala. Res. Sploh tega, kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni. Ja, drži, moramo biti hvaležni. Nič ni samoumevno v našem življenju in za vse to moramo biti hvaležni, za to, kar imamo. Ampak to ne pomeni, da ne smemo sanjati, da si ne smemo želeti nekaj več, da moramo potem vztrajati v nezdravi zvezi, ker pač če si s tem nam zadovoljna, velikega, tako vredna, nisem vredna boljšega partnerja. Zakaj ne? Če boš tu vztrajala, pol drugega niti ne moraš dobiti. Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni. Ampak kaj to pomeni, da lahko partner te ponižuje vsak dan, da si vse drugo samo ženska, ne? Kaj to pomeni, da ko greste s prijatelji na pijačo, pa se vsi skupaj, partner in tvoji prijatelji skupaj norca delajo s tebe, pa se smejijo, pa te zezajo? Ne. To ni ok. Tudi jaz sem včasih se to dopuščala. Ampak tega ne želim več. Zdaj vem, da to ni ok. Ker to so samo bila moja globoka prepričanja. In ja, še enkrat ponavljam, dokler je zveza normalna. Itak, da so spolni empati, treba se pogovarjati, pa vse, ker nikjer ni zdaj čisto popolno, zaradi tega, ker se ljudje spreminjamo. Partnerji vsak za sebe rastejo. In pomembno je, da skupaj rasteta s partnerjem, ker če ne rasteta skupaj, pol eden ostane tu, drugi gre naprej in to ni več to.
potem vidva niste več na isti valovni dolžini. Zato se morate pogovarjati, da lepo skupaj rasteta, da gresta skupaj v zvezi naprej, ker vsako zvezo je treba negovati, zveza je živa, je kot roža, ki jo je treba vsak dan zalivati. In zaradi tega je treba biti hvaležen za to, kar imamo, ampak treba pa tudi se zavedati in vedeti, kje je tista naša meja, preko katere si ne dovolimo. In dajte si, prosim, spet povem, zapisati, kaj je tisto, kar si želite, kakšnega partnerja si želite, oziroma kakšne bi rade, da bi vaš partner bil. In potem se vsak dan zahvalite za to, kot da tak že je. In probajte gledati tudi, ne vem, skozi partnerjeve oči na to zvezo. Gledajte vse iz sebe, izhajajte iz sebe, ve tak čutite, mogoče partner niti včasih ne misli, zdaj če je normalen pogovor, ne misli vas užaliti, pa ste samo ve, mogoče dojele neke besede na drug način, zato se je treba pogovarjati. Ampak če vas zmerja z grdimi imeni, če vas ponižuje, to pa definitivno si ne smete dopustiti. Definitivno ne. Ker v zvezi mora biti spoštovanje. Brez tega, ne vem, jaz si ne predstavljam zveze, no, brez spoštovanja. Morate si tudi napisati, kaj za vas pomeni ljubezen, kaj za vas pomeni zveza. Dajte si to zapisati, ker ko je zapisano, lahko vsak dan vzamete ta list v roke in pogledate, kaj ste si zapisali. Tako da ja, to bi bilo to, o prepričanjih spet. Tako da prosim, ne mi pravi, da je treba potrpeti, ali pa še najhujše, kar lahko nekdo reče, da vztraja v neki zvezi, čeprav je ful nesrečna in ali pa tudi moški, no, da je ful nesrečen. Ja, zaradi otrok. Joj, to pa mi grejo kar kocine po konci, ko to slišim. To pa je nekaj najslabšega, kar lahko sploh starši naredijo za svoje otroke, da vztrajajo v zvezi, ki nima prihodnosti. In potem sta oba tečna, jezna drug na drugega. Pa tudi, če to skrijeta pred otroci, otroci srkajo energijo, ki je okoli vaju, ki je v vajni zvezi. Otroci to vse čutijo. Ne rabite jima vi povedati, da se kregate, da se ne razumete. To oni čutijo. Sama sem otrok ločenih staršev, ločila sta se, ko sem bila stara 30. Ja, ampak vsa ta leta sem jaz vedela, da to ni zveza, ki jo jaz želim, in zato sem tudi vedno, ko se je v kakšni moji prejšnji zvezi začelo pojavljati kaj takega, da me je partner poniževal, da nisem dobila tistega spoštovanja, začela doživljati tisti strah, da zveza postaja ista, kot je bila od mojih staršev, in sem potem po enem času dobesedno pobegnila iz tega, ker sem rekla, ne, jaz tega ne želim. Sem se probala prej pogovoriti vse, ampak jaz sem vedela, da tega ne želim, da ne želim pod nobenim pogojem takšne zveze. Pa z vsem spoštovanjem do obeh svojih staršev, oba imam ful rada, pa z obema imam ful dober odnos. Ampak sem tudi mogla pri sebi nekaj stvari predelati, na njiju gledati skozi druge oči, ne kaj delata meni ali pa kakva sta, ampak probati razumeti. Probati razumeti ljudi, probati razumeti svoje starše, svojega partnerja, svoje otroke.
Ker ko boste skušali razumeti, zakaj nekdo tako dela, kako se on dejansko počuti v neki zvezi, kako se naš partner počuti z nami, ne samo kako se mi počutimo, pol bomo tudi dosti drugače gledali na naše partnerje oziroma na ljudi okrog sebe. Ampak seveda še enkrat ponavljam, vse ima svoje meje. Če vidite, da je zveza res, da ni spoštovanja, da se konstantno počutite ponižane, osramočene, Bog ne daj, da še kakšno fizično nasilje, vse to, kar sem prej povedala, psihično nasilje, že, vse to ni ok. Tako da res prosim, zapišite si, kaj si želite, kakšno zvezo si želite, kakšnega partnerja si želite, če ga še nimate, in poglejte to vsak dan, prečitajte to vsak dan in pri sebi razčistite. In si ne dovolite, da gre kdo preko vaše meje. In skušajte začenjati spreminjati vsa ta svoja negativna prepričanja, da je treba potrpeti, pa trpeti v nedogled, pa da je boljše vrabec v roki kot golob na strehi, pa kdor visoko leta nizko pade. Mislim, vsak lahko sanja velike sanje. Če ne bi ljudje sanjali, danes ne bi imeli vseh teh super izumov, pa vseh teh naprav, ki jih imamo, ker vsi ti ljudje, vsi ti izumitelji so nekoč imeli velike sanje in se niso zadovoljili s tem, kar so jim drugi rekli. Malo v razmislek. Tako da, ja, hvaležnost je pa prva na poti, da začnete spreminjati to svoje prepričanja. To je to za danes. Lepo se imejte, pa se vidimo v kakšnem drugem videu. Čau!